Pozdravljeni, z vami sem Inka in danes tale video snemam zvečer in prav razmišljam, kako pomembna je večerja. In če se vam dogaja, da se ponoči prebujate in zadnjih par pogovorov, zadnjih par nekaj vprašanj je bilo prav povezanih s tem, kaj naj naredim. Mena me daje, ponoči ne spim, ponoči hodim jest in iščem v hladilniku, kaj je užitnega in kaj naj naredim. In za vse tiste, predvsem dame, ki ponoči ne morete spati, pa tudi za vas moški, če se vam dogaja, da ne morete ponoči spati, delate eno veliko napako zvečer. No, zdaj bomo pa pogledali, kaj je tista največja napaka. Zdaj boste pomislili, kaj delam narobe? Stres, eno drugo poročiti. Ne, hrana. Hrana je problem. Ker dejstvo je, da če mi ne nahranimo svoje telo, da bi lahko izdelovalo rastni, spalni in ne vem kater hormon še po noči, adijo spanje. Ključen je melatonin. Melatonin je hormon spanja. In če tega vaše telo ne izdela, ste kljub temu, da ste utrujeni, prav čutite tako vse noter, da ste toliko utrujeni, pač za umret, spati pa ne morete. No, in zdaj bomo majčkeno pogledali, zakaj je to tako pomembno in kdaj sploh jesti večerjo. Glejte, ko tole snemam, koliko je ura? 7:50. Jaz še nisem večerjala. Bom večerjala enkrat tja do 9. ure, ampak to ni zadnji obrok danes v današnjem dnevu. To je predzadnji obrok, zato ker pred spanjem bom popila še pol vrečke šejka. Zdaj pa zakaj? Zato ker ima noter vse aminokisline. Ampak preden gremo na šejk, vam bi rada razložila večerjo. Se pravi, kaj bo današnja moja večerja? Skleda solate in en jajček, kuhan jajček. Verjetno zdaj razmišljam, kaj imam v hladilniku. Zeljnata solata, pa kitajsko zelje, se pravi, to dvoje bom naribala, skuhala en jajček in to je to. To bo današnja večerja. In načeloma zvečer pač beljakovine in zelenjavo. To, kar zadaj slišite, to je pa večerja od našega Tobija. Po moje je pospravil kakšno hrano, ki je ostala mački in se dela, da ga nihče ne vidi in nihče ne sliši. No, v glavnem, dejstvo je, da mi potrebujemo večerjo. In večerja naj bo približno 2 do 3 ure pred spanjem. Zato dame, tiste, ki večerjate zvečer ob 5 in ob 6, to je malca, to še ni čas za večerjo. Vi potrebujete večerjo približno 2 do 3 ure pred spanjem, potem pa, preden greste spat, če ne morete spati, popijete še pol vrečke šejka. Zdaj pa verjetno razmišljate, pa kakšna je razlika, se jaz kupujem neke beljakovinske šejke iz rastlinske šejke mogoče, pa je sestava soja ali pa grahove beljakovine. Ja, super. Ampak grahove beljakovine so samo rastlinski vir aminokislin. Mi pa potrebujemo 22 aminokislin, ki so živalskega in rastlinskega izvora. In zdaj pa zakaj aminokisline? Zato, ker mogoče rečete, pa se jaz zvečer jem, ne vem, si pripravim, se pojem pršut, pa ne moram spati. Ja, ker je možno, da je vzrok, da imaš preslab želodec. Ker ta pršut se v želodcu mora razgraditi na manjše delce, na aminokisline. Te aminokisline potem telo srka in jih spremeni, recimo melatonin, serotonin, serotonin vemo, da tvori hormon sreče, dopamin, hormon zadovoljstva in tako naprej. Se pravi, aminokisline, te drobčkene delce tistega pršuta, mora telo razgraditi najprej na manjše delce, da jih lahko potem predelamo vse tisto, kar mi potrebujemo. Od hormonov do mišic, do obnove, do las. Tudi za tiste, ki vam izpadajo lasje, pomeni, da vam manjka aminokislin, to je prva zadeva, in manjka vam B vitaminov. Tako da, mislim, sej v osnovi bi človek rekel, pa sej preprosto, ampak v poplavi informacije enostavno človek več ne ve, kaj je prav, kaj ni prav, kaj je res in kaj ni res. Zato pišem knjige. Pejmo najprej na tisto, kar je dobro. To sem vam hotela povedati, kaj je dobro. Tokle je ostalo od kruha. Beljakovinski kruh, noter sem dala tokrat, tole so mandlji,
ampak dala sem mleta bučna semena. Se pravi, kaj je noter? Cink. Dala sem noter mleta lanena semena. Lan vsebuje tele vlaknine lignane. Lignani, sploh za ženske hormone, so ključnega pomena, ker uravnavajo stanje estrogena pa progesterona in vplivajo sploh za ženske v menopavzi ključnega pomena. Poleg tega sem dala seveda jogurt, ajdovo moko, na vrhu so lističi mandljevi, tokle je zdaj še ostalo. Beljakovinski kruh, ki vsebuje tako cink, kot magnezij, kot aminokisline rastlinskega in živalskega izvora. No, zdaj pa dajmo pogledati, kaj zdaj to pomeni. Ker je jogurt noter, je to beljakovina živalskega izvora. Ker je noter ajda pa vsebuje aminokisline rastlinskega izvora. In ker po drugi strani vsebuje, noter sem dala prvič bučna semena in je božanski. Ajda pa bučna semena, to toliko dobro paše skupaj. V glavnem, bučna semena, tako ali tako, zakladnica cinka, mandlji zakladnica magnezija. Cink in magnezij sta spet potrebni za razstrupljanje pa za dobro počutje. Tako da tole bo verjetno danes še zginalo. Pač neverjetno, toliko je dober. To je kruh, ki ne redi. A veste, ga lahko brez slabe vesti jeste. Lahko, jaz sem ga recimo prej za popoldansko malco pojedla en kos kruha, pa sirni namaz zraven. In mi je super. In sem še vedno sita. To je najbolj pomembno, a ne? Ker če ste kar naprej lačni, tisto nekaj, pomeni, da ste podhranjeni. Vaše telo samo kliče, prosim, daj mi hrano. No in zdaj, če se vam dogaja, da ste kar naprej lačni, dajte stran za začetek sladkarijo. Ampak, da vas ne bo telo krivilo, veste, tisto želja, nepopisna želja po sladkem, pomeni, da vseeno potrebujete več beljakovin in potrebujete več kroma, ki preprečuje naval lakote. Pač to so ključne zadeve, ker da boste utišali to lakoto, potrebujete ene ključne zadeve. Nekaj vam moram pokazati. Glejte, če vas krivi lakota, tole, fiber, pride dobrih 20 evrov, 120 tabletk. Vzamete eno zjutraj na tešče s kozarcem vode, v katero ste dali žličko kisa. Potem, pa če vas še popoldne krivi lakota, vzamete eno kapsulo še popoldne, o popoldanski malci, ali pa če vas po noč krivi lakota, zvečer ob večerji. Boste videli, to je nekaj, kar sigurno ustavlja lakoto, zdaj pa zakaj? Zaradi tega, ker te vlaknine nabreknejo najprej v želodcu in pritisnejo na steno želodca. In ta informacija pride v možgane, hej, sita si, ne rabiš hrane. In to nima nič kalorij, nič glikemičnega indeksa, to je nekaj, kar je za hujšanje. Druga zadeva pa, ko pa pride vlaknina v stiku skupaj z vodo, kateri je ocetna kislina, se pravi, mora biti kis, ne velja askorbinska kislina, to je C-vitamin iz limone, se pravi, mora biti kis, žličko kisa, ta aktivira vse te vlaknine, da nabreknejo in ko nabreknejo, naredijo bariero v črevesju, da se hrana bolj počasi sprošča v krvni sladkor. Posledica, občutek sitosti, občutek tega notranjega zadovoljstva, predvsem pa nič želje po sladkem. Pač preizkuste. Jaz vam povem, odkar jaz sama to uporabljam, mene ne krivi, a veste tisto, kako sem lačna. Jaz moram nekaj pojesti, jaz sem tako lačna, jaz moram jesti. In predvsem, zdaj pa gremo pa na nočno hranjenje. Zdaj pa to je pa povezano s hormoni. Ker če ne nahraniš telesa zvečer, če tvoje telo ne dobi vseh aminokislin, se pač ne tvorijo hormoni. In se ti zgodi, zvečer si crknjena, padeš dol, ob 2 zjutraj se zbudiš, pa rečeš, ja, jetra takrat delajo, pa iščeš vse žive razloge, kaj je narobe. Pač lačna si. Nič drugega ni, lačna si. Zato zvečer pred spanjem, zdaj pa pojmo na te aminokisline, se pravi, zmešaš šejk, lahko ga zmešaš z vodo, z mlekom, lahko rastlinsko mleko uporabljaš, se pravi, v tem primeru uporabljaš mandljevo mleko, je v redu, zato ker ima beljakovine.
nikakor pa ne riževega mleka. Riževo mleko je sladkor, nam rekla v prahu, ampak je koncentrat sladkorja. Riževo mleko ima glikemični indeks 85. Noč to je tako, kot bi z žlico jedla cukor. Pa mogoče rečeš, pa zakaj ne morem skušati, če nič ne jem? Se pijem mleko. Rižev napitek nima beljakovin. Se pravi, to ni hrana, to je sladica. Če pa uporabljate mandljevo mleko, to je v redu, ovseno mleko je tam na meji, tako da boljš, da ne, v tem primeru uporabljaj vodo. No, zmešaš šejk, lahko daš jogurt, mleko, kozje mleko, pač nekaj. Zmešaš, popiješ in se začne tvoriti najprej spalni hormon. Se pravi, boš v miru zaspala. Ker vsebuje šejk magnezij, se boš umirila. Veš tisto, ko ti zvečer nabija srce, ko se enostavno nič ti ni, pa se ne moreš umiriti. To je pomanjkanje magnezija. Ker vsebuje B1 vitamin, pa tudi vse ostale B vitamine, se boš umirila. Boš lepo sladko zaspala. Ne pozabi na to, če želiš, da se ti tvorijo hormoni zadovoljstva, probaj. Tle se, a ne se veste, takrat, ko nas zebe, naredimo takole. Kako mene zebe, pa se kar naenkrat ugrejemo. Če mi to ne naredimo zvečer pred spanjem, se nam avtomatično tvorijo hormoni zadovoljstva. To seveda lahko naredi vaš mož, vas objame, lahko pa to date sebi. Se objamete in se začnejo tvoriti hormoni zadovoljstva in ker imate sestavine za melatonin, zaspite in mirno spite. Zdaj pa pojmo mečka na teh 22 aminokislin. Zakaj so tako pomembne? Kje jih dobite? Pač te aminokisline so res premalo vemo v njih. Na koncu koncev, za triptofan smo vsi slišali, je to tako. Triptofan, vemo, je hormon sreče, tvori hormon sreče. Triptofan ga lahko pojemo, če jemo. Recimo, tudi pršut, jogurt, kefir, proso, ovs, puran, jajca, špinača. Ampak, kdor ima šibek želodec, se pač ne razgradi na manjše dele in ostaneš celično lačna, a ne, kljub temu pršutu. Zdaj pa poglej, tvoje telo sporoča, da ti manjka triptofana, s tem, da si depresivna, brez razloga. Imaš lahko vse pošlihtan, pa ne vem, kaj mi je. Ja, triptofana ti manjka. Nespečnost, občutek ohromelosti, tudi tako, pač zjutraj se zbudiš okorela. Moški zjutraj se zbudite trdi, ampak ne od izdelke bi načeloma, ki je pred leti še bil trd. Dejansko pač niste trdi. Trdi ste povsod drugod, samo tam ne. Meni je prošlo, ampak pač to se dogaja z leti moškim. In dejstvo je, da če želite, da se tam trdota poveča, rabite aminokisline. Pač vzemite v roke knjigo, ko imajo moški hormoni žur, ker točno o tem pišem, ker od tukaj naprej od tega triptofana pišem prehranska dopolnila za boljše delovanje hormonov, tudi prostate, in prej govorim tudi 15 super živil za moške hormone in prostato in govorim tudi naprej o afrodizijakih. No, recimo, eno takih afrodizijakih, ko smo zdaj že pristali tam, je recimo ingver za boljšo erekcijo. Grmičasta palmejo, poveča raven testosterona pri moških. Potem kopriva ščiti prostato pred vnetji. In moški, ki imate vnetje prostate, potrebujete v večernem času 5 koprivo. Zdaj boste pa rekli, pa po noč hoda na WC. Itak hodite na WC, če imate težave s prostato, ne? Zmanjšalo se bo vnetje. Potem naprej. Cimet za večjo plodnost, muškatni orešček za več spolnega apetita pri moških. Pri ženskah za več spolnega apetita, čakajte, je pa aminokislina, ena od aminokislin, mislim, da je ali je glicin ali pa, v glavnem, ena od aminokislin, če je vaša ženska se ugasnila, dajte ji šejke, se bo užgala v posli. Kam smo zašli iz nespečnosti, a ne? Kam smo zašli? Joj, groza. In dokazano, jagode in čokolada
delujejo direktno kot afrodizijak. No, tako, pojmo nazaj na spanje, je prav, bo boljš. Se pravi, ko ne morete spati, pa če imate ta prave sestavine, pač potem imate akcijo, ne? Če pa ste nespečni, ste pa samo tečni. A je to tako? In vas nihče ne prenaša, niti sami sebe. No, zato je zvečer pomembno, da dobite aminokisline. No, zdaj vam pa želim povedati še kaj o drugih aminokislinih. Zdaj smo rekli triptofan, ne? Triptofan, migrenski glavoboli. Če vašo damo kar naprej boli glava, jo res boli glava, zato ker ji manjka triptofana. Ne zato, ker se vas želi znebiti. Občutek popolne sesutosti, povečana občutljivost telesa tudi na bolečino, tisto občutek, kot da te od znotraj celice bolijo, to je pomanjkanje triptofana. Se pravi, hrana se ne razgradi na manjše delce. Potem dajmo še kakšno aminokislino pogledati, recimo, tale zelo, zelo zanimiva, arginin. Arginin je naravna viagra, pa smo spet tam, aminokislina. Aminokislina arginin, ki jo dobite kot, se pravi, italijanski trdi sir grano padano, to je parmezan, losos, ribe, poranje meso, goveje meso, pač povsod je. Ampak, če je problem v črevesju ali v želodcu, se ta hrana ne more razgraditi. Zdaj pa pogledajte, opozorilni znaki, če vam manjka te aminokisline, motnje erekcije, moški, zmanjšana spolna sla, pri ženskah in pri moških se ugasnete, enostavno ste ugasnjeni. Oslabljen imunski sistem, redite se, totalno ste apatični, pospešeno staranje, mišična oslabelost, mišice se obesijo, iz sebe pogledaš pa rečeš, pa kaj mi je, pa se še nisem toliko stara. Pač ene aminokisline ti manjka in telo začne razgrajevati tvojo mišično maso za obnovo. No in tisto, kar je pa naloga te aminokisline, krepi imunski sistem, spodbuja moško spolno moč, krepi spolno slo, utrjuje erekcijo, krepi koncentracijo, občutek življenjske moči, pospešuje celjenje ran, sodeluje pri tvorbi limfocitov, to so T celice požiralke, ki pač požirajo v krvi vse, kar je slabega. Tako da dejansko to je nujno potrebno. Mi aminokisline potrebujemo za izgradnjo ključnih hormonov naprej, zato da smo živi, pa da spimo, pa da se obnavljamo, pa da se rastni hormon tvori. Pač, če tega nimaš, toneš. In zato pač priporočam, če si sesuta, vzem šejk, pol vrečke zvečer, imaš eno škatlo v tem primeru, to je 15 vrečke noter. Če vzameš pol vrečke zvečer pred spanjem, pomeni, da imaš to za en mesec. No, to je zdaj ena zadeva. Druga zadeva pa priporočam, če vidiš, da si konstantno sesuta, živčna, da imaš vnetje sklepov, vnetje sluznice, lahko je to nožnica, lahko so oči, suhe oči. Vzem Provitality Plus in to pa ne vzameš, no, lahko vzameš zvečer pred spanjem, takole izgledajo 4 kapsule so noter, lahko pa vzameš to po kosilu. Se pravi, zdaj, če gledaš, na kakšen način ti priporočam. Vzem takole, zjutraj eno tabletko fibra na tešče, potem vzem po kosilu Provitality Plus in zvečer pred spanjem pol vrečke šejka. In to imaš za več kot za en mesec in če te krivi ta lakota, ker je teh 120 tabletk, lahko vzameš tudi 3-4 na dan. Vzameš takšno dozo, da boš videla, da se ti ustavi želja po cukru. In je to to. In če boš dovolj pila, ni da boš zaradi tega postala zaprta, ampak se celo uredi prebava, predvsem vpliva na to vlaknine, poglej na to, na kaj deluje. Deluje na to, da se pod prvo jetra sčistijo, žolč se sčisti, črevesje, počisti črevesje, potem deluje na uravnavanje sladkorja, zmanjšuje željo po sladkem, zmanjša se, če imaš že povišan holesterol, zniža se holesterol. Zakaj? Zaradi tega, ker se čisti jetra in žolč se čistita. No, imam govorno napačo.
Tako da v vsakem primeru, le na ta način, zdaj pa to želim narisati in to sem vam že večkrat risala, uravna se krvni sladkor in ko se uravna krvni sladkor in ko ostane v ravnovesju, se zgodi, da so celice, maščobne celice odprte, da telo porablja energijo, ki jo je skladiščilo v maščobne celice, posledica, tvoje telo se preoblikuje, maščobne celice zginjajo, obloge zginjajo, ti imaš pa energijo. To je pa najbolj pomemben. Ti imaš pa energijo. Ker v nasprotnem primeru, ko ješ moko, ocvrto hrano in sladkarijo, se dvigne sladkor v krvi, ko ti pade sladkor v krvi, tukaj telo zahteva sladkor. Poješ sladkor, se ti dvigne sladkor v krvi, pa spet pade sladkor in tale presežek sladkorja gre direktno v špeh. No tako, v osnovi ni toliko težko, zdaj pa poglejmo, kaj za narediti, da ne boš diplomirala pri vsem skupaj. Mogoče kakšen recept iz tele moje kuharice, Minkina kuhinja, prebereš prvo poglavje, v prvem poglavju prav to razlagam, nihanje sladkorja v krvi, ta del, kako ga uravnati, potem glikemični indeks živil, da veš, koliko ima določena hrana sladkorja, kakšen odziv naredi v telesu, in če nimaš pojma, kaj ješ, pač greš na pico, se moraš vprašati, kje so tukaj beljakovine? Bolj malih je, čez popiješ kozarec jogurta ali mleka. Pač tako, če ne veš, kje so beljakovine, čez popiješ jogurt, mleko ali poješ pest mandlov. Rabiš beljakovine. No in potem tukaj noter te recepti, sploh tale beljakovinski ajdov kruh, to je tole, kar je še ostalo, takole zgleda, božanski je. Lahko spečeš bananin kruh, lahko narediš, recimo tole je ful dober, na ajdov kruh daš tapenado iz črnih oliv. To je tako dober. In to brez slabe vesti ješ, to je primerna večerja. Imaš noter beljakovine, sploh če zraven popiješ še en kozarec jogurta, božansko, pač božansko. Ne vem, ko bo čemaž ali pa če imate še kaj čemaža, na koncu koncev v skrini lahko naredite skuti namaz s čemažem in avokadom, ali pa res, jaz zdaj razmišljam, jaz imam čemaž še v skrini, se pravi, čemaž lahko naredila kot eno špinačo, pa ga zmešam zraven skuto, pa veste, kaj bi zraven dala? Avokado in pinjole. Meni se že sline cedijo. To mora biti toliko dober. Pa tako, odlično. Se vidi, da še nisem večerjala in zdaj razmišljam, kaj bi jaz jedla, kako bi jaz jedla, kako bi bilo to dober. Ja, ampak gledajte, prav je, zdaj pa pojmo še eno stvar pogledati, prav je, da nahranimo svoje telo. Ker gledajte, občutek zadovoljstva gre preko jezika. No, zakaj mislite? Ko se zaljubimo, naenkrat ne rabiš hrane. Zakaj? Zato, ker jezik je direktno povezan z amigdalo in v možganih še en pač center za zadovoljstvo. Direktno je ta amigdala, ko je podhranjena, smo v stresu, in ko je nahranjena, imamo občutek zadovoljstva. In te brbončice na našem jeziku so direktno povezane s centrom zadovoljstva. In potem nismo lačni. Ko pa nismo zaljubljeni, takrat pač rabimo vse nahraniti našo amigdalo in ljubezen gre preko želodca, se pravi preko jezika. Zato je tako pomembno, da jemo, da nahranimo naše telo, da občutimo zadovoljstvo. Ker itak, takrat, ko si nafrišno zaljubljen, se itak več poljubljaš in tako naprej. In zdaj tiste, ki niste v lepem partnerskem odnosu, ja, ste v odnosu same s sabo. In to pomeni, ali pa smo v odnosu sama s sabo. In prva ta ljubezen sama s sabo je povezana s tem, a se nahranim, a poskrbim za moje fizično telo. In zato, ker se imam rada, nahranim svoje fizično telo. No tako, to sem hotela danes povedati. Mogoče, lejte, vam bom od spodaj dala povezavo, komplet za hujšanje je v bistvu ena taka rešitev,
kjer pride pač v vsakem primeru, ne pozab, če boste naročali na spletni strani srečnoživljenje.com, ne pozab na kodo za 10% popust, zdravje, medtem ko je komplet za hujšanje že z 10% popustom. Ravno tako ta popust velja za knjige in tako da to je to. Čakaj, Karla, prišla se pokazati, pecem. Mi že všla. No, zdaj pa pejmo še na kakšno sporočilo s kart prehodov na vodobo, pa grem pripraviti večerjo. Da vidimo, kaj vam stvarstvo sporoča, kaj je za tole dušico pomembno, da sliši, da zavesti. Karma. Karma, osvobajaš se starih vzorcev, mogoče vzorci po mami, da ne smeš poskrbeti za sebe. Mogoče vzorci tvoje mame, ki je bila žrtev, ne vem, ali pa ki je bila mogoče preveč v moški energiji in se ti zdaj učiš postavljati v žensko ljubečo energijo. Ne? Mama je direktno ogledalo nam, ženskam, kaj imamo za drugačen narediti pri sebi, po drugi strani pa oče nosi ogledalo, kakšen odnos imamo dobesedno ugrajen glede vseh moških. Tako da enostavno, to so stvari, ki so povezani s karmo in tebi je vse jasno. Intuicija, imaš močno intuicijo, veš, kaj je dobro za tebe, zdaj pa to tudi naredi v svojem življenju. In mogoče malo premalo piješ. Se spomniš na to, da moraš piti tudi zdaj pozim, ker voda te lahko očisti, če piješ. Večkrat se spomni na to, da je treba piti in mogoče nareče kakšno meditacijo, da počistiš še kakšen vzorec in potem si zmagala. Ja, in potem si zmagala. Svoboda, čas je za svobodo, svobodna si, pogumno se odločaš za sebe, Tako da kar tako naprej, jaz sem prepričana, da vsako sporočilo, vsak video, vsaka zadeva je z namenom in to takrat, ko jaz dobim neko idejo, zdajle se usedem, posnamem video, je z nekim namenom in sem prepričana, da na nek način nekoga nekaj naučim ali pa mu dam majčke motivacije, ker življenje v osnovi sploh ni tako težko. Saj smo zato tukaj na zemlji, da en drugemu pomagamo in če en drugemu pomagamo, a ni lepš. Tako da uživaj in dosti dobro spi, poskrb za sebe, nahrani se, poskus na ta način, kot sem jaz rekla. Se pravi, v 8 večerja, 8 do 9, potem približno okrog 11, še nekaj od beljakovin, najlažje pa čajko vzeti, zaspiš in boš videla, kako boš dobro spala. Še ena stvar za konec. Ravno danes sem se pogovarjala z eno gospo in sem rekla, kako normalno je za pubertetnike. Pubertetniki kaj delajo? Hodijo v šolo, spijo, jejo in delajo stvari, ki so jim všeč. Takrat je hormonski koktejl. Ravno tako obdobje se dogaja v času mene. Kaj pa mi delamo? Ni, da samo za sebe poskrbimo, jemo, spimo. Ni res. Skrbimo za vse okrog sebe, pogosto skrbimo za preobremenjeno službo, skrbimo za ali pa skrbite za moža, ki je v andropauzi, za ostarele starše, za pubertetne otroke in vsej tej zgodbi pogosto zmanjka časa za vas. Tako da, dajte se prosim postaviti na prvo mesto, razdelite delo, ker ja, normalno morajo biti stvari upravljene, razdelite delo, mogoče nehajte igrati vlogo žrtve in pač bodite poštene do sebe. Ravno včeraj je bilo tako, sem rekla, sploh mi ne pašejo obiski, hčerka je rekla, da bo prišla in sem danes z njo govorila, sem rekla, imam skoraj malo slabo vest glede tega, ker sem rekla pač, ampak rekla, veš, se meni tudi pasalo to, da sem bila nedelja, ki je lepo v miru. In zdaj, če gledamo, a ni dobro, da smo iskreni in da povemo, meni pa tole paše. Ker nikomur se ne zamerimo, ker več škode naredimo, da na silo nekaj delamo in da igramo neke vloge, namesto da bi bili iskreni. No in zato pač za začetek, a ne ta iskrena, poskrb za sebe, iskrena energija. Poskrbi najprej za sebe, ker ko imaš ti polno čašo ljubezni, lahko to deliš z ostalimi. Ko si podhranjena z ljubeznijo in ko tvoja čaša ljubezni
popolnoma izpraznjena, kaj boš dala? Ne moreš nič dati, zato ker nič ni. Zato napolni najprej svojo čašo, da lahko razdajaš. Tako da uživaj, vse dobro in ja, nahrani se.